Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, voščim prijeten večer in iskreno dobrodošlico mojima sogovornikoma. Gospod Ivan Janez Štuhec, verjetno vas ni treba posebej predstavljati publiki. Poznamo vas po vaših prodornih prispevkih v najrazličnejših slovenskih medijih, tako ste v javnosti dobro poznani, pa vendar naj omenim, da vaše temeljno področje je nekako razpeto med predavateljsko službo na Teološki fakulteti, na drugi strani pa med službo strokovnega direktorja Zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru. Knjiga, ki je nocoj pred nami, odpira najrazličnejšo tematiko. Nekaj od tega bomo nocoj poskušali predstaviti. Kot poveže sam naslov, se v njej posebej ob drugih temah državotvornosti, se torej njej posebej posvečate zadevi Patria in na drugi strani finančnemu zlomu mariborske nadškofije. Pa me zanima, kako bi ob simboliki naslovnice predstavili eno tako zaokroženo misel o zadevi Patria. Najprej lep dober večer vsem. Hvala za vabilo in predstavitev in za to možnost, da tudi v živo predstavimo knjigo tukaj v Celju. Zdaj, kar zadeva sam naslov in pa obeh ključnih področij ali pa afer Patria in Zvonov, je nekako moja osnovna teza ta, da obe te aferi, obe te zgodbi sta bili skonstruirane za politične namene. Ena je bila skonstruirana za zrušitev opozicijskega voditelja in s tem najmočnejše opozicijske stranke, druga pa za zrušitev, finančno zrušitev cerkve in pa predvsem njeno moralno diskreditacijo. Obe sta imele pravzaprav velik uspeh in velik učinek vse v sedanjost. In kar se tega tiče, so seveda snovalci teh dveh afer bili zelo uspešni. Kajti zelo težko se je zoperstavljati tistemu, kar mediji pograbijo kot suho zlato in vsaj recimo teden dni, 14 dni predstavljajo to kot neizpodbitna dejstva. Kar zadeva obeh zgodb, je zanimivo, da obe sta bili nekako posredovani v slovenski prostor iz tujine. Na to ni pravzaprav nišče kaj posebej bil pozoren. Tako Patria, kakor Zvonovi oziroma mariborska zgodba so bili lansirani preko tujih novinarjev in preko tujih medijev. Patria z Finske, Zvonovi oziroma mariborska zgodba pa iz Italije. Najbrž to ni slučajno. Patria z Finske zaradi tega, ker je pač Finska kot država bila soudeležena pri pogajanjih za prodajo orožja, Italija pa v zvezi z Zvonovi, zato ker je seveda tisti dan tudi v Vatikanu lahko vsak v italijanščini prebral, da je neka majhna škofija v Sloveniji naredila zgubo bibličnih razsežnosti, tako kot so to takrat lansirali. Lansirali so tudi znamenitih 800 milijonov evrov, ki so v izhodišču čista laž. In te laži ni možno tako rekoč demantirati vse do danes. Še ta teden sem mimogrede ujel, da gospa Bratušek, ki zelo rada operira tudi s temi številkami, je zdaj iz milijarde pa pol luknje, ki so Zvonovi po njenem naredili v slovenskih bankah, prišla na pol milijarde. Torej, počasi se bliža realni številki, ampak za potrebe dosedanjih volitev je uporabljala milijardo pa pol, iz 800 milijonov je torej nastala milijarda pa pol, no zdaj počasi se prihaja torej do tiste koliko toliko realne številke, torej številke, ki je tam okrog 450 milijonov. In že samo to dejstvo
seveda govori o tem, da imamo opraviti z neko temeljno lažjo. Zato, ker ko gre za številke, takrat si tega ne moreš zmišljevati. Številke so ali niso, stojijo ali ne stojijo. In če bi vsi, ki so se s tem ukvarjali, bili pošteni, kar se zvonov tiče, če bi bili pošteni, bi seveda uporabljali od vsega začetka realne številke. Ne pa, da so jih napihnili najprej enkrat več, pa še pa tisto veliko številko na enkrat več skoraj. Tako da v osnovi lahko rečemo, da je tako pri zvonovih, kakor pri Patriji, za izhodišče bila laž. In na tej laži so se seveda gradili vsi članki dolgi čas, lahko rečemo leta dolgo, in to je seveda na nek način tisto, za kar lahko ugotavljamo, da je konstanta tistih, ki nam od druge svetovne vojne naprej skozi lažejo. Lažejo nam o zgodovinskih dejstvih, pa ne samo o zgodovinskih dejstvih, ampak tudi očitno o številkah. Toliko za začetek. Hvala. Gospod Janez Janša, knjigo, ki je pred nami, ste pospremili z uvodnimi mislimi. V čem vidite vrednost teh komentarjev in kaj pravzaprav pomenijo za slovenski prostor, kot se pogosto zdi, da je resnica zamolčana, nezaželena ali, kot sami pravite, označena za sovražni govor. Kako ob teh komentarjih danes doživljate zadevo Patrija? No, danes jo na srečo ne doživljam. Mislim, da ta bož dela, ne? Lepo zdrav sem skupaj. Zdaj, kar se tiče Patrije, danes je ne doživljam, ne? Hvala Bogu, tako da je to počasi postala stvar preteklosti, ostale so pa posledice, ne? 10 let se je vlekla ta tema in naredili so pravzaprav afero iz nič. Recimo jaz pri nakupu teh oklepnikov nisem imel nekakšne vloge. Neposredne, lahko bi rekli, bil si predsednik vlade, vlada je tak za vse kriva. Pri tej konkretni zadevi so bile sprejete konkretne odločitve in natančno se ve, kdaj so bile sprejete, in odločitev o tem, da se gre v nakup teh 8 kolesnikov, je bila sprejeta pod prejšnjo vlado. In tudi sam način izvedbe in cela procedura. V mandatu naše vlade je minister za obrambo po koncu postopka zgolj podpisal pogodbo. Ampak on je bil na sodišču oproščen, jaz bil pa obsojen. Zdaj tudi ne glede to, kaj mislim o njem, tudi minister za obrambo tukaj ni imel pravzaprav nobene vloge. Postopek je bil izpeljan verjetno najbolj transparentno od vseh ostalih, so pa bili razni poskusi, da se na to vpliva in da se tudi podkupuje, ampak to se je začelo daleč preden smo mi sploh prevzeli mandat. Skratka, iz nečesa, kjer ni bilo nič, se je ustvarila neka zgodba, ki je s katero so slovensko javnost pitali 10 let praktično. Da ne govorim zdaj o tem, kakšne so bile posledice zame ali pa za mojo družino. Bile so posledice za celo državo. Za celo državo, ker je cel tok dogodkov, 4 volitve smo imeli v tem času, šel drugo pot. Zdaj, vrednost te knjige je, da je ne samo, da je to, kar je napisano zdaj o Zvonovih in o Patriji, zdaj zbrano skupaj in da ostaja pričevanje, da se to ne, ker članki objavljeni nekje v periodičnem tisku se zgubijo, knjiga ostane, je zapisana, je v knjižnicah, ko nekdo raziskuje za nazaj,
dobi zadeve skupaj. Ampak vrednost teh tekstov je tudi v tem, da so bili objavljeni takrat, ko se je stvar dogajala. Ne post festum pol, ko je že ustavno sodišče vse odločilo in je vsak lahko pameten, ne? In ni treba nič tvegati, ko se opredeli za resnico. Tukaj so v teh prispevkih, člankih, analizah dr. Štuheca stvari, ki so bile napisane v realnem času, takrat, ko se je vse skupaj dogajalo. Če bi 20 od kakšnih 1800 slovenskih novinarjev, ki dobivajo plačo za to, da bi poročali po resnici, delajo pa večinoma čisto obratno, poročalo na enak način, ne bi bile posledice za državo vsaj pol manjše. Bi se stvari prej razpele. Strinjam se s tem, kar je rekel avtor, da je bil namen tako afere Zvonovi kot afere Patria diskreditirati cerkev in ključno opozicijsko ali pa prodemokratično pomladno stranko. Namen je bil pa še eno, ki ga takrat nismo poznali, zdaj ga pa. V času, ko se je največ pisalo o tem, kako je cerkev ukradla, pa malo da ne zbankrotirala slovenski bančni sistem, tudi če bi vse tiste številke resnične, bi šlo še vedno za en majhen delež. Za tistih glavnih se, recimo na Pop TV-ju praktično ni poročal, čeprav je bil to glavni ustvarjalec javnega mnenja v tem času. Ampak ravno v tem času, ko je bila ta propaganda najbolj intenzivna, so največji slovenski državni banki oprali v 2 letih za milijardo evrov iranskega denarja za iransko obveščevalno službo, za teroriste, za njihovo obveščevalno mrežo in za nabavo sredstev za množično uničevanje. To milijardo so prek Novoiranske banke nakazali na 33,000 različnih računov po zahodnem svetu, kar niso mogli storiti ali pa preko kakšne ruske banke ali pa indonezijske, ampak so robili banko, ki je del evrosistema in našli so jo v Sloveniji in to se je dogajalo v vednosti celotnega državnega vrha. Cele verige ljudi, ki so to počeli, ki so to omogočili. In zadeva se je končala še v tem, ko je bilo več kot 400, ne 4 ali pa 40, ampak 400 intervencij tujih finančnih preiskovalnih institucij, obveščevalnih služb in ko je bilo jasno, da še to nič več. Toliko časa je to trajalo. O tem niste slišali pa prebrali v slovenskih medijih v tistem času in ne same besede. Enega samega prispevka ni bilo na nobeni televiziji. Zato kriminalno raboto, ki je relativno gledano največjo v svetovnem merilu, ko gre za kršenje teh sankcij proti Iranu. Potem, zato je vedelo in pri tem sodelovalo najmanj nekaj 100 ljudi v tej državi, pa ni bilo ene črke o tem napisane. Nič se ni vedlo. Obstajalo je na tisoče dokumentov o tem, ker pač taka transakcija zahteva veliko operative. In tudi lansko leto, ki je bila odkrita v Logarjevi preiskovalni komisiji, se o tem praktično ni poročalo. Če ne bilo Nove TV, Demokracije, pa par spletnih strani slovenska javnost, še danes ne bi o tem nič vedela, ker ko se je vendarle začelo poročati, kot celo Evropski parlament obravnaval, zadevo je to prišlo v kratkih vesteh tudi na osrednje televizije. Ampak se tudi danes nikomu ni nič zgodilo, nobeni niti ovaden, kaj šele obtožen ali obsojen. Več držav to preiskuje danes. Razen Slovenije, kjer se nič ne dogaja. Ker je policija rekla, vse v redu, da ni možno nič dokazati, zato ker pač v Teheran ne morajo pa tam vprašati, od kje je izvor denarja, ko je bilo to potrebno.
ampak zdaj, mogoče kdo spremlja tuje časopise, pa tuje medije, kakih 10-14 dni nazaj je Deutsche Welle poročal, da je nemška policija aretirala 10 iranskih agentov. Po naših informacijah so to vsi za spiska teh, ki so bili plačani preko Nove Ljubljanske banke, strune države preiskuje to zelo intenzivno, zelo verjetno Izrael. Zdaj, ko ne bi priznali Palestino, imajo verjetno še dodatni motiv. In tukaj se stvar ne bo končala na Karavankah. Zato je tudi taka velika nervoza in tako iskanje načinov, kako se na vsak način tudi po letošnjih volitvah ohrani oblast, zato da se bo zaščitilo celo verigo teh, ki so pri tem sodelovali. Jaz sem član ene od državnozborskih komisij, kjer smo videli del te dokumentacije. Lahko vam rečem, da je vse dokazano, ve se kdaj, ve se kam, ve se kdo in tudi ve se zakaj. Nič ni treba ugibati. Za tožilca z neko povprečno prakso, enega preiskovalca, stvar 2 mesecev, pa lahko Slovenija doživi en resen sodni proces za kriminal mednarodne razsežnosti. Ampak se nič ne dogaja. Skratka, to, da se je tako lagalo, pa pretiravalo pri nekih temah, da ste opisani tukaj, je motiv poleg osnovnega tudi ta, da se je prekrilo, da se je pod to dimno zaveso dejansko dogajal res tisti kriminal, rekel, najvišje kategorije. Zdaj, Iran je še vedno, kljub tem sporazumu, v tistem času pa sploh je bil glavni sponzor šiitskih, islamističnih, terorističnih organizacij, od Hezbolaha naprej. Verjetno so številne bombe, ki so v tem času pokale po Bližnjem vzhodu, lahko tudi po Evropi, bile financirane preko teh transakcij. Spravi, so zelo krvave posledice, ampak o tem se pod to dimno zaveso ni ničesar poročalo. In še danes, če greste po Celju, recimo, boste vprašali 10 povprečnih sprehajalcev tam v centru, ki gledajo zvečer poročila nacionalne televizije pa Pop TV-ja, pa boste vprašali, kaj je za vas hujše, ali to, da je Slovenska demokratska stranka naredila nek prekršek, ker je najela kredit v večji vsoti, kot pa ne bi bilo dovoljeno, kar je zdaj tolmačenje Računskega sodišča, ali pa afera pranja milijarde denarja za Iran, bo verjetno vsaj pol ljudi reklo, kredit je hujše. Ker je Pop TV recimo v tej temi imel 21 minut osrednjih poročil. Človek ne bi vedel. O zvonovih recimo je v seštevku so osrednji mediji poročali sigurno 20krat več kot o vseh ostalih kreditojemalcih, ki so navedeni na teči strani teh bančnih bilanc. Sigurno, če greste sešteti za nazaj. Tako da potem, ko sreča škoda, pa prav, vsej Slovence ni pomoči, gledajte, vsi so zavedeni, nikoli ne bo nobenih sprememb. Ni to glavni problem. Glavni problem je, da se slovensko ljudstvo stalno pita z lažmi in propagando in potem seveda tudi ljudje, ki čist zdravo razmišljajo, če ne drugega začnejo dvomiti. Začnejo dvomiti in tisti, ki pač ne poišče še informacij, v tem primeru recimo tisti, ki ni prebral komentarjev gospoda Štoheca, pa še parih
časnih izjem, ki so o tem pisali na podlagi dejstev. Pač na koncu misli, sej so vsi glih, sej se nič ne splača, sej se ne bo nič spremenilo. In potem dobimo rezultat, ki je končni cilj tega početja, to je, da 50% ljudi sploh ne gre volit. In to glavno tisti, ki so najmanj zadovoljni za stanje. In smo pri ključnem motivu, zakaj se vse to dogaja. Tako da vsak glas resnice, ki pride do naših ušes v času, ko se stvari dogajajo, zato 10-krat bolj dragocen, kot pa analize potem, ko že vse vemo. Hvala. Preden nadaljujemo in še kaj več povemo o omenjenih problematikah, bi vas prosila, gospod Štuhec, da malo predstavite naslovnico. Izbrali se namreč pomenljivo, zanimivo. Kaj z njo sporočate bralcu? Ja, naslovnica je nastala nekako skupaj z vodstvom Ohorjeve družbe in nekako prva ideja je bila, da nekje mora biti neka silhueta Slovenije, na katero se gleda skozi celico iz zapora. No, potem je oblikovalec naredil najprej zelo temno ozadje, na katerega je postavil reliefno Slovenijo, pred reliefno Slovenijo pa rešetke, zaporniške rešetke. No, in ko sem jaz dobil ta predlog in sem doma skupaj z svojimi sodelavci diskutiral to, reče moj ekonom, manjka še samo kos. In sicer se je spomnil, ker tu jaz tudi dokumentirano objavljam cel postopek, ki ga je sprožil sedanji pravosodni minister in veliki kandidat za evropskega komisarja, ki je ovadil gospoda Cukjatija, Simonitija in mene, zato ker smo grdo govorili o korupcijski komisiji, kot smo jo takrat imenovali. No in tu je tudi objavljen moj zagovor. Zanimivo je to, da smo se proti sedanjemu pravosodnemu ministru obranili vsi trije z lastno pametjo, nismo si najeli dobenega advokata, no in so pol vseeno tam na tožilstvu ugotovili, da so naši argumenti tako močni, da nima smisla, da grejo se zgodbo naprej. Jaz sem pa večinoma komentiral, oziroma sebe branil z stališči gospoda Kosa. Njega sem v glavnem citiral, če boste brali, boste videli, večinoma sem njega citiral. Ampak, ko sem bil na prvem in edinem zaslišanju pri Mariboru, pri tem kriminalistu, so me zunaj čakali novinarji. In so rekli, gospod Štuhec, kaj pa oči vas bodo zaprli? Sem rekel, imam že idejo, napisal bom roman Črni kos na zeleni trati. No in naš ekonom se je spomnil tega, pa je rekel, na teh rešetkah še manjka črni kos. Ko je nastala naslovnica, ki mislim, da je dokaj zgovorna, na vse zadnje črni kos ni bil samo glavni akter v kakšnih zgodbah iz preteklosti, ampak je glavni akter Patrije in še marsičesa drugega. In tako na ta simboličen način seveda tudi hočemo z naslovnico povedati dejansko to. Še zmeraj je odprta tema črni kos na zeleni trati. Hvala. Gospod Štuhec, jasno in odločno, ter predvsem brez sprenevedanja se lotevate tudi tem o vlogi vere, cerkve, ob soočanju z izzivi sodobnega časa. Med drugim, torej v ospredju tej knjigi, v ospredje stopa tema finančnega zloma mariborske nadškofije. Nekaj ste o tem že omenjali, pa vendar, bi morda še kaj dodali? Ja, seveda, to je, v tej knjigi je to tisti del knjige, ki ni bil nikjer drugod objavljen, ampak je bil prvič objavljen v tej knjigi. Gospod Janša je prej govoril o vlogi Ljubljanske banke, in jaz se bi navezal kar na to vlogo Ljubljanske banke, kajti Ljubljanska banka je ne po moji oceni, ampak po oceni novinarja Jagra,
ki je v Večeru objavil 5 ali 6 nadaljevanj o zgodbi zvonov, postavil tezo, da glavni krivec za to, da so zvonovi šli v stečaj, je Ljubljanska banka. Ampak, a ste vi tudi kdaj slišali na kakem mediju, da je to povedal? Ne, razen tisti, ki Večer berejo in so slučajno te Jagrove analize zvonov, ki so, lahko rečem, da v podatkih 90% točne, v izvedbi so lahko diskutabilne, pač ko gre za to, kaj nekdo zaključi iz podatkov, ampak podatki so v glavnem točni. Tu je bil pravzaprav Jager nekdo, ki se je najbolj potrudil, da je prodrl v celo zgodbo o zvonovih. No, in on postavi seveda to tezo, namreč zakaj? Zaradi tega, ker je bila v Maribor poslana znana firma, mednarodna firma Rothschildov, ki so naredili sanacijski program za zvonove in za banke in so v tem sanacijskem programu predvidevali, da so zvonovi v stanju v naslednjih letih, do leta 2015, se pravi že, zdaj bi že krediti bili povrjeni in dolgovi bi bili že pokriti, bi bili v stanju zvonovi vse to na osnovi svojega portfelja, ki so ga imeli pokriti. Ampak s tem so se morali strinjati banke upnice. In med bankami upnicami so bile vse slovenske banke, državne banke takrat, na čelo z Ljubljansko banko, proti, da bi se ta sanacijski program naredil. Torej, slovenske državne banke so hotele, da pridejo zvonovi in s tem katoliška cerkev v tako imenovano slabo banko, zato, da bodo lahko naslednjih 10 let govorili pred vsakimi volitvami in tudi pred letošnjim, ko boste spet slišali zgodbe o Načkof, o Krambergerju, o Krašovcu in tako naprej, se že pripravljajo, zdaj februarja je predviden nek postopek na sodišču. Se pravi, za volilne potrebe, to, kar je gospod Janša rekel, je cerkev seveda vedno dobrodošla tema, posebej še na finančnem področju. Zdaj prej, na začetku sem tudi rekel, kako so te številke bile lažne in pa daleč pretirane. Ne bom vsega vam povedal, ker drugače ne te knjige kupili. Ampak nekaj pa moram povedati. Skupna vrednost vseh naložb obeh finančnih holdingov je bila po oceni tuje finančne službe in drugih vrednoten na dan 31. marca 2010 ocenjena na 477 milijonov evrov. Vrednost dolgov oziroma obveznosti zvonov do bank strani obeh finančnih holdingov na isti datum pa je znašala 376,3 milijona evrov in pa 47 milijonov evrov do drugih pravnih oseb. Na podlagi načrta finančnega prestrukturiranja in poplačila dolgov bank, ki ga je pripravilo mednarodno podjetje, naj bi finančna holdinga Zvon 1 in Zvon 2 odplačala bankam 371 milijonov evrov dolga do konca leta 2015 in pa 133 milijonov dolga že do konca leta 2015. Temu je nasprotovala Nova Ljubljanska banka. Zdaj, zgodba Nove Ljubljanske banke je v največji meri povezana z te dvaje. In te dva je tista firma, ki je pravzaprav zvonove na nek način pokopala. Ampak te dva še obstaja, te dva še funkcionira. Gospod Krč je preko ne vem kolikih pritožb na ustavno sodišče dosegel, da je nazadnje postal on lastnik te dvaje. Petrol obstaja, preko sem se peljal sem videl napis Cinkar na Celje obstaja, Geja obstaja, vse glavne velike firme, kjer so zvonovi bili solastniki, obstajajo. Dobena ni propadla. Torej, ni res, da bi zvonovi bili tako slab upravljalec in imeli tako slab portfelj, da bi jih morali sesuti. Pomislite, to ste pa najbrž slišali, ampak
mimogrede ste slišali, ne? Tuš je privatna firma, čisto privatna firma. Ne? V času, ko so Zvonovi šli v stečaj, mislim, da takrat so banke pomagale Tušu za 150 milijonov. Pa še enkrat kasneje, mislim, še z dodatnimi 100 milijonov. Zakaj? Torej, enemu Tušu, ki kot privatnik seveda mora iti na svoj riziko in bi že zdavno mogel seveda propast, če ga ne bi suportirali, njemu so lahko pomagali, Zvonovom, pa ki bi iz svojega lastnega premoženja lahko bankam povrnili, pa ne. Zdaj, da smo si tudi na jasnem, jaz nočem s tem zagovarjati in braniti napačnih odločitev tistih, ki so odločali o mariborski ekonomiji. Zato, ker če kaj, ne, bi morali ti gospodje vedeti, čigava je Ljubljanska banka, kdo z Ljubljansko banko upravlja in da bodo seveda o prvi priložnosti udbovci vse naredili, da bodo cerkev potegnili not in jo pokopali. Pa ne samo to, pozitivno vemo, ne, da je bil celo poizkus v reševanje Zvonov potegneče Ljubljansko nadškofijo s vsemi njenimi gozdovi. Zato pa jim zdaj gre tako strašno na živce, ne, ko je treba plačevati tudi odškodnino za čas, ko Ljubljanska nadškofija ni mogla s tem upravljati. Zakaj pa niso takrat vrnili? Ja, zato, ker so imeli druge načrte. Ker so imeli načrte, kako tudi morda Ljubljansko nadškofijo v zgodbo potegniti, če pa že ne to, pa vse načrte za to, da z zvlačevanjem vračanja tega premoženja cerkve lahko pred vsakimi volitvami manipuliraš z bogato cerkvijo. Zdaj govorijo o tem, kako bomo davkoplačevalci plačali tiste stroške. Glejte, spet ena čista laž, ne? A ni gospod Židan ustanovil neke kaj že, gozdarske firme? Ja, a smo državljani pa banke upravljali z gozdovi med tem časom? A smo mi hodili tja sekati? Kdo je hodil tja sekati? Kdo je tisti les kupoval prodajo? Kdo je za tisti les dobil neki denar? Kaj govorijo, da bo iz davkoplačevalskega denarja to šlo? To ne gre z denarja tistih, ki so te gozdove koristili v tem času, ko jih pač lastnik ni mogel koristiti. In to nima z davkoplačevalskim denarjem dobene zveze. Medtem, ko smo pa v bančne luknje v državnih bank, pa seveda res z davkoplačevalskim denarjem te banke sanirali. In med njimi vemo, da smo Ljubljansko banko večkrat. Glejte, kar naprej, laž nad lažjo in laž nad lažjo kubik od laži. Ne tako kubik lesa, kubik laži. Hvala. V knjigi obravnavate tudi druga... V knjigi obravnavate tudi druga aktualna vprašanja o civilni družbi, državi, družini in tako naprej. Zdi se, da ideološko ozadje še vedno usmerjajo tok bivanja slovenskega človeka in mu nekako omejuje tisto pristno svobodo v temeljnih življenjskih odločitvah. Koliko je slovenski državljan sploh sposoben prepoznavati ta ozadja in se jim na nek zdravorazumski način upreti z vidika demokratičnosti? Ja, mislim, da delno je gospod Janša že na to prej tudi dal nek odgovor. Jaz bi tu sam dodal to, ne, da marsikdo se vprašal, zakaj se pa Štuhec toliko izpostavlja v primeru Patrije? Zakaj pa je Štuhec kost na strani Janše v primeri Patrije? Ne? Ja, zaradi tega, ker tu ni šlo samo za gospoda Janšo, pa za njegovo stranko, ampak tu je šlo za pravno državo. Tu je šlo za to, ali bomo uspeli na tem primeru ubraniti pravno državo, ali jo bomo pa dokončno pokopali. Ampak tako kot recimo zdaj pri zadnji najbolj aktualni zgodbi, ne, v povezavi z referendumi. Ne. Človek bi rekel, ne, en mal čuden tip, kot je gospod Kovačič, ne, je uspel zamajati cel slovenski pravosodni sistem. Zdaj pa rečete, a ni možno, da posamezniki spreminjajo sistem? Seveda je možno. Od Kovačič nam je dokaz za to.
Ne? Pa smo morda vsi, jaz moram reči, da se tudi jaz rahlo bil tako skeptičen do njega, ker se mi je zdaj včasih, da malo kako stvar pretirava. Ne? Ampak očitno, ne, je zaznal pravi problem, kje Slovenija kot pravna država ne funkcionira. In Patria, in primer Patrije, je bil eklatanten primer za to, kako je praktično vse do ustavnega sodišča celotna slovenska pravna piramida funkcionirala po starem komunističnem totalitarnem sistemu, ne pa po demokratičnem pravnem sistemu. In ob Patriji, ne, to je tudi ena od mojih tez, ne, gospod Janša ne samo, da je bil eden od glavnih soakterjev, ki so premagali jugoslovansko armado, ampak očitno so še se pač na njega spravili zato, da bi na njegovih plečih zrušili slovensko pravno državo, ampak na njegovih plečih je ta slovenska pravna država preživela. In jaz mislim, da to je eno od ključnih sporočil Patrije. Gospod Janša, v spremni besedi omenjate, da je velika težava slovenskega političnega prostora tako imenovani pomešani čas. Čas med tem, kar smo doživljali pred osamosvojitvijo in med tem, kar naj bi se uresničilo po njej. Kje vidite rešitev, da Slovenija kot demokratična republika premosti ta čas in spostavi nek temeljit razmislek o demokratičnih principih bivanja različno mislečih? Omenjate tako imenovano drugo republiko. Bi bila rešitev, da se končno izpolnijo te osamosvojitvene sanje o pravični družbi. In zanima me tudi, kakšna je vloga posameznega državljana pred tem. Ja, veliko vprašanj. Zdaj ja, seveda, rešitev je v drugi republiki, samo trenutno smo mi v situaciji, ko moramo braniti prvo. Kajti tista prva republika, ki je nastala ob osamosvojitvi in sprejetjem nove ustave, je ogrožena na vseh točkah. In šele potem, ko bomo to obranili, lahko razmišljamo o drugi, se pravi o tem, kaj pa v tej zgradbi popraviti. Ampak v tem trenutku niti prve nimamo, oziroma ta ogrožena obstaja več ali manj samo v predstavi in v imenu institucij. Zdaj, glede tega mešanja novega in starega, mislim, da je en tak dober odgovor na to dilemo v neki izjavi ruskega disidenta Solženicina, ki so ga tam nekje konec 90-ih let vprašali, kako ocenjuje čas, ki je nastal po razpadu Sovjetske zveze, Varšavskega pakta in koncu hladne vojne. Kako ocenjuje čas in razmere v Rusiji, ki je formalno bila, še vedno je formalno demokratična država, kjer so volitve in tako naprej. Solženicin je rekel, gledajte, to je težko oceniti, kajti ta čas, ki ga zdaj živimo v Rusiji, ni niti več tisto staro, ni pa še niti tisto novo, kar smo si živeli. Je nek hibrid, ker se vse to skupaj meša in je veliko vprašanje, kam se bo razvoj obrnil. Zdaj, 10 let, več kot 10 let kasneje, praktično vidimo, kam se je v Rusiji razvoj obrnil. Težko bi govorili, da je Rusija danes demokratična država, kjer enkrat zmaga opozicije, pa potem postane vlada in obratno, tam glavnem so vedno eni isti na oblasti, čeprav formalno so volitve, ampak zato, da opozicija ne zmaga, kaj naredijo. Šef opozicije ali prepovejo kandidirati, ali ga pa zaprejo. V Rusiji. Tudi v Sloveniji in dosti drugače. Ja. Tako da, ker so Solženicin govoril o Rusiji, govoril tudi o Sloveniji. S
S tem, da je razlika med nami in Rusijo v tem, da smo vendarle formalno vpeti v zahodnoevropske ali pa severoatlantske tokove in to, bom rekel, zelo direktno. Ne samo to, ampak samo to preprečuje, da bi v Sloveniji tudi na vzmen tako zgledalo, kot zgleda v Rusiji. Samo to. Ali pa je bilo še slabše. Če gledate procentualno, glede na število prebivalstva, Titov komunistični režim je pobil več prebivalcev po drugi svetovni vojni kot Stalin. Procentualno, več. Represija je bila tle hujša. Tako da, ta upetost v te formalne tokove, kakorkoli se nam zdi včasih vse narobe, kar se dogaja v Evropi ali pa na Zahodu, nas drži 2 koraka stran od enake situacije. Seveda pa je to včasih tudi krinka. To, da se v Sloveniji dogaja, kar se dogaja, je možno včasih tudi zaradi tega, ker nihče zunaj ne verjame, da se to lahko dogaja v državi, ki je članice Evropske unije. Zelo težko to ljudem zunaj razložiti. Zdaj, eno od stvari, ki je pomagala, da se razloži situacija v Sloveniji, zelo banalna zadeva. Bile so napisane knjige, prevedene v angleški jezik, tudi jaz sem eno napisal v slovenski tranziciji in tako naprej, ampak to očitno ne deluje. Ampak en amaterski videoposnetek, ki je zaokrožil po svetovnem spletu in ima nekaj 100.000 ogledov v različnih tujih jezikih, je pa še danes vsakega tujca, ki ga pogleda, nekako prepriča, da Slovenija pa v bistvu ni tisto, kar se kaže na površini. To je posnetek neke proslave tam v Stožicah leta 2013. Kjer so pel Bandiero Rosso, pa ne, mogoče ste to videli. V tistem času, ko je bila ta afera Patria na vrhuncu, je Evropska ljudska stranka poslala v Slovenijo na naš predlog komisijo, da ugotovi, ali se v Sloveniji res dogaja to, kar smo mi govorili, da se dogaja. Na čelu te komisije je bil nekdanji predsednik poljske vlade Jerzy Buzek, ki prihaja iz nekdanje socialistične komunistične države, članice Varšavskega pakta, ki ima lastne izkušnje z komunizmom. Ampak, ko je bil tukaj 2 dni, ko si neke stvari ogledal, ki je govoril z ljudmi, in ko je videl ta posnetek, 4 ure na originalu, je rekel, nikoli si nisem mislil, da je to možno. Nikoli si nisem mislil, da je to možno. Ta komisija je potem izdelala neko poročilo, ki je v delu odločevalcev v Evropski uniji spremenilo pogled na Slovenijo. Zaradi tega, recimo, potem Alenka Bratušek ni bila izvoljena za Evropsko komisarko. Zaradi tega Nina Beteto ni postala članica Evropskega sodišča. Zaradi tega gospod Klemenčič ni postal komisar za človekove pravice. Pa še marsikaj drugega bilo drugače. Do takrat pa pravzaprav nihče ni verjel, da je v Sloveniji to možno. In ko so pa videli, da je tam neka proslava, kjer ni nobene evropske zastave, nobene slovenske zastave, ker predsednik republike, isti kot ga imamo zdaj, podeli odlikovanje pevskemu zboru, ki poje Evropa je banda lopov, živel komunizem in kaj še so pel.
in da tam stojijo predsednik ustavnega sodišča, pol vlade, predsednica vlade, na začetku pa še vsi zapoje internacionalno, stanitev suženstva zakleti. Med tistimi v dvorani ni bilo benga revnega, kaj šele kakega sužnja. Vsi, bom rekel, bogati v materialnem smislu, o čem druga mi težko govoril, in so te stanitev suženstva zakleti. Tako da, to, kar mi živimo, kar doživljamo, je neka strašna ironija zgodovine. Kot bi rekel pokojni Anton Drobnič, smo v nekem času, kjer besede nimajo stalnega pomena. Enkrat neki stvari lahko rečeš tako, drugič in pa rečeš drugače. In obvelja tisto, kar je večkrat ponovljeno in kar ima močnejše zvočnike. Zato jaz ne mislim, da za Slovence ni rešitve, pa da so vsi butasti, pa ne znajo voliti in tako naprej. Jaz mislim, da je čudež. Da je čudež, da ob takšni skoraj totalni obvladanosti situacija ni še slabša. Ker poznamo, kaj se da narediti z takšno propagando. Je samo rekel, peres ali pa usta, ki govorijo resnico, v realnem času preprečujejo, da bi se to pri nas zgodilo. In drugače se da totalna propaganda, gledajte, narediti veliko in te posledice še danes čutim. Danes se vidi eno anketo, 55% vprašanih v Sloveniji misli, da je bil Tito pozitivna zgodovinska osebnost. Mestni svet občine Velenje, kjer jaz živim, je sprejel lani kljub našim protestom sklep, da se z obnovitev Titovega spomenika, z obnovo Titovega spomenika nameni 150 tisoč. Za človeka, ki je odgovoren za po mednarodnih podatkih za milijon, pa za nekaj 100 tisoč pregnanih in kot se je pohvalil Rankovič v poročilu v Jugoslovanski skupščini, za več kot 3 milijone zaprtih in preganjenih. Obnovili bomo njegov spomenik. Tukaj rešitev je zgolj v krepitvi resnice. Dokler bo večina ljudi v Sloveniji pitana z lažjo in dokler večina ne bo mogla tega preverjati, če na drugi strani toliko časa se stvari bistveno v globini ne bodo spremenile, tudi če se spremeni vlada in tudi če se spremeni oblast. Se da pol te zadeve pospešiti, ampak to samo po sebi ne prinese spremembe, kar smo že videli. Torej zgolj zavedanje, kaj je problem. Krepitev novih medijev je tisto, kar bo spremenilo razmerje sveta. Pa seveda, če je možno, ali pa ko je možno, ko bo možno, nacionalne institucije, kot je nacionalna televizija, druge institucije, ki vplivajo na javno mnenje, morajo biti zavezane resnici. Osnovni kriterij. In boste videli, da se bodo stvari začele spremeniti. Da se to da, vidimo v nekaterih državah, višegrajske skupine ali pa Srednje Evrope, kjer so ljudje glihko živeli v komunizmu. Mogoče še v trših razmerah, vse v zadnjem obdobju pred spremembami, pa je tam danes drugače. Pet je danes v Bratislavo, ali pa v Prago, ali pa v Varšavo, ali pa v Budimpešto, pa naredite tako prireditev, kot je bila na zadnje v Dražgošu. Norišenco vas bodo dali. Direktno.
Tranzicija je bila tam izvedena pravočasno, v bistveno večji meri kot pri nas. Pri nas pa so šle zadnje leta stvari, ravno ta leto, o katerih tu tak knjiga govori, v obratno smer, v rakovo smer. In neko kulminacijo smo doživeli ravno te zadnje tedne. Dva takšna primera sta zelo, ali pa dva drobca, no, to zelo osvetljujete. Govornica v Dražgošah je rekla, kakšna sprava, nobena sprava ni potrebna, mi smo zmagovalci in ve se, kdo piše zgodovino. In potem je komercialna televizija zadnjega šefa partije vprašala, kako se kaj počuti na rojstni dan. In je rekel, super, še posebej po takšnem govoru. To sem dodal zato, ker bi se kdo rekel, vse tam je neka kvazi kulturnica govorila, to ni pomembno. Je pomembno, ker Dražgoše organizirajo zato, da daje neko usmeritev. Doslej se je blefiralo, treba se je spraviti, zelo pozabiti, kaj je bilo, gledati prihodnost. Da je bilo prvič jasno rečeno, kakšna sprava. Nobenega strahu ni več, da bi kdo kaj odgovarjal za kakšne zločine, zdaj imamo spet se nazaj v svojih rokah in nadaljujemo tam, kjer smo morali prekiniti pred 30 leti. Da so mislili resno, je dokazala govornica na teh protestih, pred vlado sicer, nova šefica največjega sindikata v državi, Lidija Jerkič. Stan priimek, mogoče ga kdo zna postaviti v kontekst, ampak to ni toliko pomembno. Ne? Ona je rekla, stavko je pa javni sektor, ne? Ki ima v povprečju za 500 evrov više plače, kot so gospodarstvo. Ona je rekla, so deli javnega sektorja, kjer so ljudje premalo plačeni in tako naprej, ampak na tistem protestu razen parih posameznikov jaz takšnih nisem videl. Videl sem glavne sindikalne funkcionarje, ki imajo zelo dobre plače. In glavna med njim je rekla, včeraj smo prosili, danes zahtevamo, jutri bomo vzeli. In začeli so z Internacionalom. Mislim, da so zapeli sem prvo kitico, druge pa tretje niso. So že pozabili. Niso pozabili. Je dosti povedna, ne? Ampak to je komunistična himna, nekaj časa je bila himna Sovjetske zveze, celo komunistična Internacionale, danes pravi, da je delovska himna. Mislim, sem videl še nobenih delovcev, kakšni tovarni, da bi jo pelni. Če kdo med vami to slišal, je doživel neko izjemo. Tam se direktno govori, kako je treba vse pobrati. In to je Slovenija, članica Evropske unije v 21. stoletju, na začetku leta 2018. Zdaj, ta ekstrem govori o tem, da so pred nami neki časi, ko se bo ta ekstrem spopadal z normalnostjo. To bo počelo skupaj. Ta dva svetova ne gre sta skupaj. Ali se bo to razrešilo po mirni in recimo temu demokratični poti na volitvah, ali pa bo Slovenija zapadla v kaos. Ker to ni neka normalna smer. To ni neka normalna smer. Tistim, ki jo furajo, tukaj so tudi različni čist pragmatični interesi zadaj, to je treba dodati. Gre na roke to dejstvo, da ta tako imenovana Evropa je polna drugih problemov, ukvarjamo se tudi z vprašanjem obstoja, potem, ko je ena od velikih držav sklenila, da Evropo zapusti. In tej esenci se lahko marsikaj dogaja. In to se veliko ne opazi, tako da ne pričakovati, da bo kdo prišel pa nas rešil. To, kakšna bo naša prihodnost, je odvisna izključno od nas. In
To ali pa dobra ali slaba je poglavno odvisno od tistih 50%, ki na zadnjih volitvah niso volili. Tisti lahko spremenijo zadejo v pozitivnost ali v negativno. Če bodo ostali doma in spali, bo šlo v smeri Dražgoš, pa Patrije in Zvonov. Če se jo po vsaj polovico njih zbudila, bo šlo po smeri normalnosti. Gospod Štuhec, predlagam, da še kaj rečeva o resnici, o čemer je že gospod Janša prej govoril, in sicer predvsem glede posredovanja resnice, odkrivanja resnice mlajšim rodovom. Kakšno vlogo ima pri tem slovenski izobraževalni sistem? Ja, del mojih komentarjev se je vedno tudi dotikal slovenskega izobraževalnega sistema in tako kot veste, kot strokovni direktor ene od redkih zasebnih ali privatnih cerkvenih šol se seveda s tem problemom soočam praktično 20 let. Če se navežem na to, kar je gospod Janša rekel, potem bi izpostavil znotraj slovenskega izobraževalnega sistema seveda velik problem naše zgodovinske nezavesti, ampak nezavesti. Mi živimo v zgodovinski nezavesti. Naši mladi še pa toliko bolj živijo v zgodovinski nezavesti, ker zgodovine niso sodoživljali in tisti, ki jih imamo danes v šolah, so vsi rojeni že v osamosvojeni Sloveniji in nimajo nobene izkušnje več s tem, kakšen je bil pretekli sistem. Zato jim seveda lahko razni slovenski kvazi filozofi in ideologi perejo možgane na filozofski fakulteti in na FDV-ju in med njimi seveda vidimo, da vedno bolj cveti smer neke vrste anarho-levo-liberalcev, ki so dobili tudi pri zadnjih volitvah svojo stranko v parlamentu. Tako da tu je eno področje, ki bi lahko rekli, da se orje ledina. In to zelo, zelo debel led se mora lomiti. Zaradi tega, ker prvič je premalo te najprej lokalne pripadnosti in lokalne zgodovinske zavesti, družinske zgodovinske zavesti, da potem o narodni sploh ne govorimo. Recimo, tudi pri nas, v cerkvenih gimnazijah, ker se pač moramo držati učnega reda oziroma sistema, kot je postavljen, je seveda čas osamosvojitve na vrsti takrat, ko so naši maturanti najbolj znoreti od mature. To je v pomladnem času, tik pred maturo. Kdo bo v tistem času, ko vsi samo razmišljajo o tem, kako se še mora napifljati, zato da bo tisto maturo naredil, kdo bo v tistem času, kakorkoli se resno loteval vprašanja slovenske osamosvojitve in tega obdobja. Tako da to je, bom rekel, en velik in resen problem, ki ga tudi cerkvene šole nismo sposobne, bom rekel, do kraja razrešiti. Ker enostavno, seveda, ti si dolžan in moraš slediti tudi nekemu programu, ali pa recimo, če bi šli vzeti v pretres obvezno literaturo, ki je bila v zadnjih letih predpisana za esej, bi videli, kakšni avtori in kakšne vsebine so bile izbrane za esej. Tam lahko recimo kar pozabite kakršnokoli tako literaturo, ki bi kakorkoli postavljala recimo pod vprašaj nekdanji totalitarni sistem ali ki bi recimo zadišala po nekem disidentstvu in tako naprej in tako dalje. Tako da, v bistvu mi vidimo, da iz osnovnih šol dejansko dobimo že, bom rekel, nezgodovinsko formirane otroke in potem, ko so pubertetniki, tako
protestirajo proti tistim vrednotam, ki se jih skuša recimo v času srednje šole približati. Tako da je toliko težje recimo tudi na tem področju narediti nekatere premike. Slovenski šolski sistem je posledica Gabrove reforme. In moja teza je, da je gospod Slavko Gaber, ki je nažalost vaš rojak tu v Celjski, je pravzaprav eden od glavnih tistih, ki je zafural slovenski šolski sistem in slovenski volilni sistem. In še kakšnega drugega, recimo vrednostni sistem. In od zakonodaje, ki je bila postavljena leta 96 do danes, pravzaprav je v šoli ves čas prisotna njegova ideološka linija, ki se je seveda v zadnjih letih še toliko bolj krepila, tako kot je bilo prej že rečeno, zato ker ko so staro-nove sile z isto ideološko podlago prevzele moč in oblast na vseh državnih podsistemih, se čutijo tako močne, da ne potrebujejo dobenega uravnoteženja. Včasih se na nacionalni televiziji govori, kako je treba stvari uravnotežiti. Zadnjih 10 let ni več to tako pomembno. Še zadnje uravnoteženje se je približno dogajalo takrat, ko je bil Možina direktor televizije, pa ko sem tudi jaz bil še član programskega sveta. Ampak to je zdaj že več kot 10 let nazaj. Od takrat naprej se je tudi na nacionalki ravnotežje popolnoma izgubilo. Tako da tu imamo seveda vrsto problemov, ki so zelo resni še posebej, ko gre za formiranje mlade generacije. Na srečo imamo seveda danes nove poti komuniciranja, kot je internet in vse, kar je povezano s sodobno tehnologijo, tako da tam si seveda lahko tudi mladi pridobijo kakšne drugačne informacije, ampak zgodovina je gotovo za njih bolj ali manj ta zadnja stvar na tem svetu, ki bi jo tudi po internetu ali pa po telefonu ali čemerkoli drugem sledili. Torej, če nimaš to naciljano in če tudi ne zavestno, ne gojiš tega in ne izbereš recimo tudi skupine mladih, ki jim skušaš približati te stvari, potem to gre mimo in je to resen problem. In jaz se bojim, več, ko bo te mlade generacije prihajalo tudi do volilne pravice, slabši bodo ti rezultati. Vaši komentarji zelo jasno spodbujajo k odgovornemu in aktivnemu državljanstvu. Lahko ob trenutnem stanju v Sloveniji še upamo, da bo novo volilno leto lahko tudi nova priložnost za slovenski narod, da resnično zaživi aktivno državljanstvo in tako aktivno sooblikuje svojo domovino. Najprej jaz pa še gospod Janša, pa zaključimo. Jaz sem že prej rekel, poglejte, gospod Kovačič, kot nek enfant terrible, je tako rekoč dokaz, kaj se da. Več, ko bo takih posameznikov, prej se bo tudi v Sloveniji marsikaj začelo spreminjati. Pa če pomislimo nazaj na 80. pa 90. leta, danes govorimo, kako smo vsi Slovenci bili za osamosvojitev. Ja, res smo potem na koncu bili vsi, ampak predtem so bili samo močni posamezniki. Če ne bi bilo tistih močnih posameznikov, potem tudi vsi Slovenci ne bi bili za. Vedno so zgodovino spreminjali močni posamezniki in ne zmagovalci. Tukaj v dvorani nas je večina tistih, ki smo šli čez ta čas sprememb ali pa čas, za katerega smo mislili, da bo prinesel spremembe.
tako da boste najbolj razumeli to, kar bom zdaj povedal. Velik del generacije ali pa veliko število posameznikov, ki so sodelovali takrat v slovenski pomladi, tudi v času Demosa in tako naprej, je potem, ko je bilo Slovenija osamosvojena, ko smo dobili mednarodno priznanje, nekako rekla, zdaj smo pa mi svoje opravili. In cel močan krog intelektualcev, recimo okrog takratne Nove revije, vrsta ljudi, ki se je angažiralo v pisateljskem društvu, delno takrat sociološkem društvu, tudi okoli katoliških glasil in tako naprej, je takrat prešla v neko iluzijo. Zdaj smo pa svoje dosegli, zdaj naj politiki svoje delajo, nek dodatni angažma ni potreben, zdaj bomo mi samo pesniki, pisatelji, arhitekti, karkoli, končno se lahko posvetimo svojemu osnovnemu poslanstvu. Jaz sem takrat se prepričeval, da temu ni tako, da se stvari ne bodo odvijale kar same po sebi. Potem je prišel tisti pretres okrog Depale vasi, ko se je Slovenija spet malo zbudila, so se ljudje spet bili pripravljeni angažirati. No, potem je pa tudi takratna največja vladna stranka LDS, z Drnovškom na čelu, nekaj začelo govoriti o Evropi, o NATO tudi kasneje, če so najprej proti, in le so spet mislili, zdaj smo pa nekako vsi za to, da se grejo v neko normalno smer, postali bomo člani Evropske unije, NATO. Ni se nam treba več ukvarjati s politiko, podpisovati raznih peticij za sproščeno Slovenijo ali karkoli se ne takrat podpisovalo, ali pa kakih novih manjških deklaracij. Vse bo normalno. Ta znani okvir bo poskrbel za to. In nekaj časa je res kazalo. Jaz osebno sem mislil tam leta 2002, 2003, 2004, ko smo takratni vladi, čeprav smo bili opozicija, pomagali kampanji za NATO in tako naprej, da zdaj je nekako spet po nekih tavanjih prišel nek čas, ko smo dozoreli čas sodelovanja, zdaj bodo med nami samo še tiste normalne razlike, eni imamo za višje davke, drugi za nižje, kampanje bodo takšne, kot so na Zahodu. Ampak ravno na tej točki se je pokazalo, kako smo se motili. To tisti, ki se ne bi smeli, ker smo imeli trpke izkušnje. Čim smo šli v Evropsko unijo in v NATO, so naenkrat zavore padle. Začele so se dogajati stvari, ki prej niso bile možne. Na čelo institucij so prihajali ljudje, do konca diskreditirani za kršenje človekovih pravic v prejšnjem sistemu, od Masleše do Fischerja in tako naprej, ki so jih prej skrivali. In začela se je restauracija. Ampak veliko teh ljudi, ki so bili nosilci teh osamosvojitvenih in demokratičnih idej, ali ni bilo že več, mnogi so pomrli, Jože Pučnik, Rudi Šeligo, mnogi drugi, ali pa so zboleli, se postarali. Neke zelo pripravljene na angažma nove intelektualne generacije pa tukaj ni bilo. Tukaj je Gabro šola marsikaj požgala. Največ je pa naredilo ravno to prepričanje, da zdaj to ni potrebno. Zdaj je to, smo že v nekem normalnem času, ko treba poskrbeti zase, za svojo družino, za ožje okolje. Slovenija je članica Evropske unije, NATO, zavarovana, stvari bodo šle naprej. Enkrat bodo eni na oblasti, drugič drugi, vse bo normalno. Ko
se zdaj mnogi prebujajo v ta čas, ne, ki ga je opisal Solženic in skoraj ne morejo verjeti. Skoraj ne morejo verjeti, s tem, da pol mnogi ugotovijo, se ne da nič narediti. Da je pa stvar šla že tako daleč, da se ne da nič narediti. Ampak to seveda ni res. To seveda ni res. Ivan je naštel nekaj primerov. Mislim, da ste imeli pred dnevi tukaj ustavnega sodnika dr. Klemna Jakliča. Glejte, razmerje, pa nam rekel politično, ampak nazorsko, v ustavnem sodišču še nikoli ni bilo tako neugodno kot je. 7-2. Ampak ker dr. Jaklič, ne, ker se opredeli, ker napiše ločeno mnenje, ker to objavi. Glejte, to deluje. Ima samo en glas, ampak zagotovo nam rekel odločilno, ampak pomembno vpliva na to, da se neke ustavne vrednote brani. Tudi, recimo, ko je dr. Štuhec pisal te komentarje, nekaj 10,000 ljudi je to prebralo v družini, reporterju, demokraciji, slišalo na Radio Ognjišču. Ni bil to mainstream. Ne. Še vedno je 5 ali 10krat več ljudi slišalo, recimo, laž na Pop TV-u ali na kanalih nacionalne televizije, ampak, ker je nekdo vendarle govoril resnico, se je ta resnica ohranila. Lahko se pa ne. Lahko se pa ne. Tudi prej se omenil nacionalno televizijo, tam res ni benga ravnotežja, ne, če uporabimo to besedo. Recimo zaradi te serije oddaj Jožeta Možine Pričevalci, ne, ki so jo in so še vedno skušali na vsak način spraviti sveta. Ni uspelo ubiti spomina. Smo li pa že blizu temu. Spomin na najbolj tragičen del slovenske zgodovine se je ohranil. Se je ohranil in ta boj spomina proti pozabi nam rekel, da je dobljen, ne? Je pa v neki fazi, ko ne more biti zgubljen. Lahko bi pa bil. Poznamo iz zgodovine ogromno primerov, kjer pač resnica ni zmagala. Ne drži to, da resnica vedno zmagala. Ni vedno zmagala, tudi številna ljudstva niso preživela. Slovenci smo. To, iz tega je možno črpati moč tudi za to situacijo, v kateri smo danes. Tako da jaz, tudi ta primer gospoda Kovačiča, pač treba vztrajati. In če se vztraja, se marsikdaj zgodi tisto, ne, kar je opisano v najbolj znanem izreku vojskovodje iz Kartagine, Hannibala, Barke, ko so prišli te do Pirinejev, ne, pa so rekli, ne vemo, kje je pot. Ne. Je rekel, bodi si jo bomo našli, bodi si jo bomo naredili. Samo zato se je potrebno odločiti. Zato se je potrebno odločiti. In še vedno, ne glede na to, kaj se dogaja v Sloveniji, to so pokazali tudi rezultati nekaterih referendumov o temeljnih eksistenčnih vprašanjih, je zdrava pamet še ni umrla. Je pa precej spečen. In to trnulčico je treba zbuditi. To trnulčico je treba zbuditi in jaz mislim, da prihaja čas, ko se bo zbudila in bo zelo glasna. Že malo nakazal, se počasi bližamo k koncu in je zdaj še ena priložnost, morda za kakšno vprašanje.
Vse bom kar na glas govoril, ni treba v mikrofona. Mene zanima sledeče. Koliko danes so mednarodne preiskave, da bi ustrezno, kvalitetno vplivale na premik miselnosti v Sloveniji, to se pravi tuje strukture. Pa zakaj se ljudje ne opogumno, da bi pač rekli, dosti je plačevanja RTV naročnine. Oni rečejo, poslušajte, vi boste tukaj pa tukaj plačali, pa mi pa pamet solijo, pumpajo mi, če nam bom plačal, me bo je zaprl, deložirala, kaj lahko tle naredimo. Ker je tega enostavno dosti. Hvala za to. Ja, zdaj, kar se tiče teh mednarodnih preiskav, tako sem ponovil to, kar sem rekel prej. Ne pričakovati, da bo rešitev prišla od zunaj. Ne bo. Na to ne računate. Kar se tiče RTV naročnine, pa če ne plačate, vam iztirejo. Lahko pa rečete, da ne gledate teh kanalov, kaj pa so neki postopki. Zaprljivo za to ne bodo. Škoda. Tukaj je dejansko, te nacionalne institucije in nacionalna televizija je eno od najpomembnejših, bi morali dejansko nacionalno, ne pa to, kar zdaj so, se pravi, ugrabljene. Jaz sem pred leti na uradnem obisku na Slovaškem, se spomnim, smo tam se pelala po Bratislavi z njihovim takratnim predsednikom vlade in gledam takole in vidim stavbo in se mi zdelo, da sem v Ljubljani. Mogoče je kdo bil v Bratislavi, pa to isto videl. Mislil sem, da vidim televizijo, se pravi stavbo Radio Televizija Slovenije. Ampak je bila stavba Radio Televizija Slovaške. Enaka stavba, očitno za takrat, ko so delali, so prekopirali ta načrt. In sem rekel, kaj pa je to? Je rekel, javna televizija. Aha, sem rekel, koliko pa je zaposlenih? Je rekel, 200. 200, večina stavbe je pač oddana za druge stvari. Slovaška ima, mislim, da 5 milijonov prebivalcev. Mi pa 2. Od nas je 2300. In to vi plačujete. 100 milijonov na leto. To, da imamo vso pravico, da je to nacionalna institucija, ki dela v skupnem nacionalnem interesu in to se lahko doseže z volitvami. Ma se česa drugega se ne damo, to se pa lahko doseže in tukaj se da spremeniti in spremembe so potrebne. Spremembe so potrebne, še vedno so potem za te spremembe potrebni ljudje. In tukaj se bo moral, če bomo hoteli, da bo do teh sprememb prišlo marsikdo angažiran, ki se doslej ni hotel ali pa ni čutil potrebe. Zdaj na koncu vse ostane isto, samo drugo ime daš in tako naprej. Smo že imeli priložnosti v Sloveniji, vsaj dvakrat, pa se jih ni dalo realizirati, ker ljudje niso čutili za potrebno, da bi se angažirali na teh področjih. Mislim, na ljudi, ki bi lahko kaj spremenili. Na koncu je vse na ljudeh, na posameznikih. Včasih tudi samo na eno. In vsak med nami ima en glas. Ivan kot profesor, jaz kot politik, vi vsak ima en glas. Vsak glas na koncu enako šteje. Ko smo pri tem, formalno demokracijo še vedno imamo, in na koncu dejansko, če tega orodja ne uporabimo, so krivi za situacijo. Je pa to najbolj brez veze tukaj govoriti, ker vem, da greste vsi na volitve in da ste večinoma potem, ko so znani rezultati, žalostni. Gospod Janša, če ostanemo še za hip pri aktualnem družbenem političnem dogajanju,
Afera posojilo je kot po znanem scenariju izbruhnila ob začetku volilnega leta. Veseli bomo vaše jasne besede o tem. Ja, to je zdaj že skoraj na isti ravni kot Zvonovi. Stranka je najela posojilo, ki je bilo v bistvu premostitveno posojilo do prodaje deleža. Mi imamo delež v neki založbi, ki smo jim omogočili, da je nastala tam pred več desetletji in zdaj, ko se je končno pojavil nek rekel, strateški partner, stranka ta delež prodaja, ampak zaradi teh rekel, bilančnih razlogov pri tem skladu te prodaje nismo mogli izpeljati v lanskem letu, zato so nam zrihtali posojili. Tolmačenje glede višine tega posojila je bilo takrat, ko smo ga najemali pri strokovnjaki, ki smo jih vprašali, takšno, da gre za mesečno omejitev, Računsko sodišče je pa potem raztolmačilo, zaenkrat če neformalno, ker postopek formalno ni končan, da je tisto letno omejitev. Se pravi, naš prekršek pri tem ne bi bil, da smo presegli vsoto, ki je dovoljeno, ko je bilo to neformalno stališče Računskega sodišča dano, smo posojilo vrnili, takoj z obrestmi vred, priznali napako, rekli smo, če bo ugotovljen prekršek, bomo tudi kazen plačali. Ni pa to zločin. Ampak obravnavali smo ni kot najtežji zločinci. In vse je bilo malo da ne mednarodna zarota. S tem, da danes imate v Sloveniji na stotine ljudi, ki služijo za poslovanje denarja. Se pravi, sposodijo si za 1% in naprej posodijo za 2%. In večina teh ljudi ima prijavljeno bivališče v Republiki Srpski, ker tam ni dohodnine in ni davka na obresti. Pa še česa drugega tam. S tem ti ljudje sploh tam ne živijo, ker jih je Pop TV iskalo. In to se dogaja desetletja, je legalno, mogoče se kdo vozi sporno, ampak nihče doslej tega ni problematiziral, dokler slučajno mi nismo najeli tega posojila, ki je bilo zitak premostitveno, ker prodajamo ta delež. In komercialna televizija je imela 21 minut prispevka in dan. Potem nič drugega ni bilo pomembno. Celo Trumpa so pozabili kritizirati, kar sicer delajo vsak. Tako da, gledajte, nismo brezgrešni, delamo napake, če je naredimo, priznamo, če bo Računsko sodišče ugotovilo, da je bil to prekršek, bomo plačali kazen, ampak ne pristajamo pa na to, da se naš prekršek razglasi za zločin, zločin se pa razglasi za prekršek. Na to pa mi nikoli bomo pristali. Gospod Štuhec, pa na koncu povabim še vas za kakšno sklepno misel. Jaz sem mislil, da sem že prej povedal sklepno misel. Če ste me zdaj malo presenetila. Ja, gledajte, če se vrnem nazaj k knjigi, prvo poglavje knjige je predvsem pihanje na dušo za državljansko zavest. In to, kar nocoj tu govorimo, o čemer se pogovarjamo, je na nek način dejansko to. Čim bolj se bomo zavedali, da sem država jaz. Jaz vedno študentom rečem, Ludvik XIV je rekel, leta sem ampak on je bil absolutist. Mi smo pa demokrati in ker smo demokrati, vsak od nas lahko reče to, kar je rekel Ludvik XIV. Država sem jaz. In dokler slovenski državljani in Slovenke in Slovenci ne bomo imeli te zavesti, da smo država mi, tako dolgo bomo dovolili in pustili,
da nam državo ugrabljajo in da z to državo upravljajo tisti, ki imajo za to najmanj moralne kvalifikacije. Enako ali pa podobno pa rekel, velja pa tudi za držo kristjana v cerkvi. Če bi mi imeli takšno zavest kot pripadniki katoliške cerkve, kot jo imajo Nemci, nikoli Vatikan ne bi odstavil 3 škofov, pa 3 poslal v izgnanstvo, pa nasedel prvemu informatorju v Italiji, ki je rekel, kaj se je v mariborski škofiji zgodilo. V Nemčiji je v istem času nek škof Van Elsen investiral nekaj milijonov v obnovo svoje škofije. In so ga tudi nemški mediji, ki ga niso marali, zato ker je bil malo preveč konzervativen, so ga nemški mediji seveda še kako javno diskreditirali. Ampak, ker seveda nemški škofije nekaj dajo na svoj ponos in na svojo samozavest, so dosegli, da je Vatikan poslal v Nemčijo za ta primer bivšega nuncija, ki je teden dni v škofiji raziskoval in se pogovarjal z vsemi deležniki o tem, kaj si mislijo o celi stvari. Na koncu je dal naročilo nemški škofovski konferenci, da v pol leta pripravi elaborat. To so naredili, elaborat je javno dosegljiv in gospoda škofa so potegnili v Vatikan in so mu dali tam dokaj imenitno mesto, in sicer tajnika na tajništvu za novo evangelizacijo. Torej, nekdo, ki je kot evangelizator bil moralno diskreditiran v Nemčiji, je postal v vesoljni cerkvi tajnik za novo evangelizacijo. Če bi imeli slovenski škofje tako samozavest, kot jo imajo nemški, se pri nas nikoli ne bi to zgodilo, kar se je. Ampak to je problem nas kot državljanov in nas kot kristjanov. Dokler ne bomo svobodne osebe in odgovorne osebe v državi in cerkvi, nas bodo vozili, kakor se jim bo ljubilo. Pa naj bo to Vatikan ali pa udbomafija Slovenije. Niste vedela, ampak ste me sprovocirala, da ste si spet en greh nakopal. Naj na koncu povem še, da je danes knjiga na voljo po promocijski ceni. Avtor knjige in avtor spletne besede pa sta tudi na razpolago zdaj za podpise. In še povabilo na naslednji Mohorski večer. Skupaj z založbo Ognjišče bomo predstavljali malo bolj sproščujoče branje, in sicer avtorja dr. Karla Gržana, jaz Charlie Chaplin. Torej, lepo povabljeni v ponedeljek 5. februarja v Mohorjevo dvorano v Celju. Ob vseh teh temah, ki smo jo danes poslušali, ne morem, da ne bi sklenila z mislijo velikega človeka, ki je v svojem času pripravil svojo vztrajnostjo, premišljenostjo, marsikateri temelj državotvornosti, in sicer Slomškom. Tako lepo je zapisal: s tožbami ne bomo poboljšali sveta, ne sami sebe, ampak vsak naj stori po svojem stanu, kolikor premore, in hitro bo boljši svet. Naj bo torej ta Slomškova misel in branje, ki smo ga danes predstavljali, prijetno spodbudo vsem nam, da bi si zmogli oblikovati nek zdravorazumski pogled na dogajanje, aktualno dogajanje na Slovenskem. Hvala vam za obisk in prijeten večer še naprej.